Živijo ekipa, sem Jaka iz podjetja Mizarstvo Hrovat. Danes bi vam dal rad en hiter vpogled v to, kaj počnemo, kdo smo in zakaj sploh obstajamo. Podjetje je že leta 1964 ustanovil star oče Franc, nasledil ga je moj oče Marko, danes pa skupaj z Markotom ustvarjava zgodbo naprej in skrbiva za prihodnost. Pa si poglejmo, kaj smo v tem času ustvarjali. V tej delavnici izdelujemo vrtne hiške, lesene ograje, lesene fasade, terase, vroče kadi, dvignjene gredice, pergole, pa še cel kup drugih izdelkov. Zakaj pa smo kot mizarji sploh tako posebni? Prvič, zato, ker se radi izobražujemo, sledimo trendom sodobne arhitekture, se izpopolnjujemo in drugič, ker smo postali CO2 nevtralni obrtniki. Kar pa pomeni, da posadimo toliko dreves, kot jih posekamo za izdelavo naših projektov in pokompenziramo z zasaditvijo dreves toliko CO2, kot ga naše podjetje spusti v zrak. Vse skupaj se ni začelo v tem prostoru, je pa kljub temu to najstarejši prostor na trenutni lokaciji. Leta 1964 je Franc Hrovat začel z dejavnostjo mizarstva, takrat so se večinoma opravljala manjša pohištvena dela, oblale so se letve in izdeloval se je vrtno pohištvo. Trenutno pa smo v prostoru, kjer se pripravlja grobi razrez lesa, to pomeni, tukaj se žagajo plohi. Vse lepo in prav do leta 2009. Takrat je pa, tako kot večino ostalih podjetij, gradbena kriza udarila tudi po lesarstvu. In v tistem letu smo doživeli kar veliko šokov in takrat je bilo treba prestrukturirati našo dejavnost. Z oblanih letvic, z vrtnega pohištva smo program razširili še na kompletno zunanjo opremo, po meri, po naročilu, vsak izdelek je postal unikaten in smo poleg proizvodnje postali tudi storitvena dejavnost s pomočjo projektive, s pomočjo inženiringa, arhitekture. In od takrat naprej ustvarjamo res nove izdelke. Letos mineva 6. leto, odkar je bila izdelana prva kubi hiška. In tu v našem podjetju bomo imeli tudi veliko prelomnico, ker od takrat naprej smo na trgu prisotni z lastnim izdelkom, z lastnim prepoznanim dizajnom. In veseli smo vsake nove ideje, veseli smo vsakega klica, vsakega maila, ki ga dobimo in vsakega projekta se lotimo s strastjo, pa z željo, da nam uspe in da je stranka na koncu zadovoljna. Tako da upam, da se tudi z vami kdaj srečamo. Adijo!